Beletrina v živo. Dragi gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli ob še enem izidu. V sklopu Beletrininih izdaj se tokrat pogovarjamo z avtorjem Andrejem Kapodjankom, ki je napisal roman Kdo je ubil seks. Andrej, domnevam, da seveda vas bralci v Sloveniji še ne poznajo ravno po pisanju romanov, vseeno pa ste napisali, kot smo se pohvalili, kriminalno dober slovenski politični triler. Kaj je bilo mogoče tisto, kar vas je spodbudilo k ne samo pisanju, ker seveda pisali ste že predtem, ampak temu, da ste ustvarili prvi roman? Ja, dober dan. Kot veste, vsak si želi napisati knjigo oziroma posaditi drevo, kako se reče, in pač imeti otroka, če se le da. In zamisel v knjigi je dozorevala kar nekaj časa, ampak tisti ključni trenutek je pa bil, ko sem gledal eno televizijsko serijo, detektivsko, in sem bil razočaran nad razpletom. To se mi je zgodilo tudi že večkrat prej in sem malo tako v hecu ženi rekel, ja, to bi pa znal tudi jaz napisati. Žena je sicer pravilno podvomila, v smislu, da to v resnici ni tako lahko. So določena pravila žanra. In imel sem pa že eno idejo o enem razpletu, kako to kriminalko napisati oziroma kaj bi se naj zgodilo, ampak sej, kot veste, zamisel in ideja je najlažji del kateregakoli projekta. Potem se lotiti tega in to sistematično napisati je pa veliki izziv in postal je to moj, ne bom rekel življenjski, ampak kar veliki projekt. Skozi sem razmišljal o tem, ko sem se sprehajal ob vzpon in ko je začela nastajati ta kriminalka. Ste imeli že prej kakšno afiniteto do tega žanra, oziroma kako se potem spopasti z njim, ker ima seveda svoja pravila, koliko jih upoštevati, kako to nekako posebiti, ponotranjiti v svoj slog pisanja? Bral sem občasno kriminalke, čeprav to ni edini žanr, ki ga berem, občasno vzamem kakšne v roke, sicer ne slovenskih, in to, ko sem dobil zamisel za kriminalko, namenoma nisem slovenskih, ne zato, ker ne bi bile odlične, ampak da ne bi vplivale na moj stil pisanja. Sem pa poznal veliko italijanskih, ker odraščal sem v Italiji, tako da te bolj klasične, ala Montalbano, ki je serija, ki se je tudi v Sloveniji predvajala, pa en drug smešen komisar Coliandro, ki ima tako mal čuden smisel za humor. Tako da to je zelo vplivalo name, ta italijanski slog pisanja kriminalk, ki je, se mi zdi, kakor jaz vem, malo bolj lahkoten kot slovenski nasploh, več je humorja. In potem pa sem se mogel podučiti o pravilih žanra, kot ste rekli. Predvsem, kaj so velike napake, ki jih ne smeš storiti, kadar pišeš ta žanr. In to sem se podučil. Je pa treba seveda vedno se ne smeš držati tega kot pijan s plota, ker to ni nekaj, kar lahko serijsko. Je tudi obrt, ampak mora pa biti vseeno nekako originalno. In sem se znotraj teh pravil, upam, znajdel, da sem napisal nekaj malo drugačnega, vsaj za slovenske razmere, upam. V knjigi je precejšnja zmes med Slovenijo in Italijo. Nekako se seveda slutite, da ste odraščali v Italiji. Kako ste skušali ustvariti ta koktajl, kot ste mu rekli, in hkrati nekako tudi se izogniti strahu, da imate recimo temu premalo znanja v slovenščini, da bi lahko pisali. Tukaj se mogoče pozna seveda tudi vloga mame, ki vas je najbrž navdušila nad slovenskim jezikom, in pa nek občutek tega strahu, ki ste ga sčasoma izgubili, da ali ste sposobni pisati v slovenščini. Ja, ta strah je bil skozi od spredja, oziroma od trenutka, ko sem prišel v Slovenijo, imam ta strah, ker Slovenci smo obsedeni z slovnico, svojim jezikom, ga moramo braniti, nas je malo in to je tudi razumljivo. Ampak to je precej drugače, kot kadar hodiš v angleško šolo ali pa odraščaš v Italijani. Te bojazni ni. Tudi ko pišeš e-mail, tukaj mogoče se je zdaj malo spremenilo z družabnimi omrežji in tako naprej, ampak prvotno, ko sem jaz začel, sem moral izredno paziti, da ne bi kakšna osnovnošolska napaka mi ušla. In kot pravite, mama je slavistka in me je, ko sem odraščal v Rimu, v Italiji, nenehno izvala, da bi moral poznati vsaj osnovna pravila slovenske slovnice. To v bistvu kar malo neuspešno, ker ko si mlad in odraščaš drugje, se ti zdi, saj govorimo doma slovensko, mi ni treba znati pravil. Tako da, ko sem prišel v Slovenijo, je to bil problem, ampak tekom let sem ga nekako premagal. Čeprav tudi zdaj, kot sem napisal v knjigi, imam neko straho spoštovanje do slovnice, ravno zaradi tega, ker vem, da so Slovenci zelo, zelo občutljivi na to. Tako da, dosti bolj kot pravim, kot Angleži. Pa tudi
velika razlika je med pogovorno slovenščino in pisano. Ne? In tako se mi je zdelo, da v tem žanru in z veliko dialogi bi lahko prebrodil to težavo. So mi pa seveda potem kasneje tudi pri Beletrini pomagali. Sem se pa res posvetil na začetku bolj strukturi. Torej, ko sem začel pisati, sem dejansko več mesecev se posvetil samo strukturi. Kaj bo pisalo v kakšnem poglavju, kako bom poskušal kje zavesti bralca, če lahko tako rečem. Ne. Tako da, ko sem začel knjigo pisati, se je kar sama pisala na nek način. Sem imel že toliko zapiskov za vsako poglavje, da je kar šla v tisto smer. Seveda sem mogel biti malo fleksibilen, ker sem se potem zavedal, da neke stvari ne štimajo. In zato sem posvetil dosti več truda strukturi kot pa slovnici kot taki. Potem v drugih fazah sem pa začel pač paziti, kako je to napisano in to preoblikovati. Me pa je izvršna urednica zelo pomagala pri tem, tudi ker kot pisateljica, to je Ana Schnabel, ne, te stvari seveda dosti bolj obvlada kot jaz. In ko sem šel skozi, sem se zavedal, ne, to imam prav, to bi pa lahko drugače. In tako sem še sam to preoblikoval. Tako da na koncu z končnim izdelkom sem izredno zadovoljen tudi iz tega vidika. Zdaj, kaj bo pa mama kot slavistka rekla, pa ne vem. Sem prepričan, da bodo tudi bralci izjemno zadovoljni z vašo slovnico oziroma z vašo slovenščino in pa tudi zgodbo, ki je res zelo intrigantna, potegne bralca, hkrati ga pa drži vseh 500 strani, za kar je najbrž bilo res potrebno veliko sistematičnosti, kot pravite, in pa tudi poznavanja pravil. Kako mi lahko rečete za samo zgodbo, kaj je bil ta format oziroma forma, ki ste jo hoteli nekako peljati? Začne se in medias res. Začne se v bistvu s tistim, kar nas pri kriminalkah najbolj razuname, z umorom. Kako ste pravzaprav vse skupaj koncipirali, se vračali v preteklost in potem nas lepo peljali do glavnega dne oziroma do volitev? Vedel sem, da moram začeti udarno. Ne samo zaradi bralca, ampak tudi zaradi založbe, ki bom to poslal. Ne? Ker nisem nek mlad pisatelj, ki bo imel še več priložnosti in ki se bo nekako naredil. Ne? To ali bo bralca takoj zanimalo, ali pa ne. In isto velja za založbo. Tako da sem hotel začeti na udaren način. Umor se zgodi med Ligo prvakov. Sem veliki ljubitelj nogometa, to se verjetno v knjigi tudi vidi in pozna, ne, kot nekdo, ki je odraščal v Italiji, čeprav ne čist vsi Italijani spremljajo nogomet, ampak večina pa ja. Ne, tako da sem vpletel hiter nogomet in umor, potem sem pa šel 2 koraka nazaj in sem začel s to strukturo, ki sem jo imel prej v mislih. Kako pa v bistvu potem vseeno nekako držati to formo? Domnevam, da ste vedeli, da bo vse skupaj potekalo potem v dneh do volitev. Na kakšen način mogoče se je karkoli med samim pisanjem spreminjalo? Ali ste že na začetku imeli to formo narejeno, da bo seveda umor začetek in da bomo potem počasi zapletali in razpletali? To sem že takoj razčistil sam s sabo in sem vedel, da moram speljati preiskavo v času, ki poteka do volitev. Namreč, kot ste rekli, poglavja odštevajo čas do volitev. Ne. Tako da ravno zaradi tega sem posvetil ogromno truda strukturi, da ne bi bilo nekega mrtvega teka, ne. Da bi vsak dan nekako bil smiseln, da bi neko odkritje bilo nekaj, kar bi peljalo naprej preiskavo na tak in drugačen način. In kot sem rekel, potem se je knjiga kar sama pisala in na začetku sem mislil, da bo bistveno krajša, po pravici povedano. Ne. To je tudi malo mogoče neizkušenost. Ko sem začel, sem videl, da je tu materijala veliko in potem nisem mogel več tega rezati. In pa sem si rekel, to je tako kot film. Če gledaš film, lahko traja 3 ure, pa je dober, je zanimiv, lahko pa po uri 20 si že čisto dolgočasen. Tako da jaz upam, kljub temu, da je relativno dolga, da se bere kot napet thriller. Sem pa vedel tudi, da moram vključiti elemente, ki so meni blizu, to so recimo politični element, tukaj je neko ozadje, polarizacije, pa tudi malo družbene kritike o tej majhnosti Slovenije, o tem lahko rečemo mogoče kaj malo kasneje, ker to izhaja iz tega, da prideš iz tujine, malo drugače gledaš na Slovenijo kot Slovenci, ki so tukaj odraščali. In majhnost je ravno ena od teh tem. Tja prideva v kratkem, ampak lahko rečem, knjiga odlično teče, tako vam kot seveda vam, bralci. In tisto, kar mi je še zanimivo, je pravzaprav dejstvo, da običajno, ko spremljamo kriminalke, ko spremljamo detektivske romane, vedno spremljamo to iz stališča policistov, detektivov. Tokrat je zgodba majčkeno drugačna.
Kako ste se odločili, da v bistvu ravno preko zgodbe detektivske agencije vpletete vse razne aspekte, konec koncev policijo, globoko državo? Tukaj recimo so mi bile tudi zanimive bruseljske novice, ki so vam dobro znane. Vpletli ste en kup enih mednarodnih stvari v ta naš majhen kontekst Slovenije. Vpletel sem vse stvari, ki so meni blizu in ki so mi blizu v mojem poklicu prejšnjem, ko sem delal kot analitik za Evropsko komisijo in sem pisal analize o gospodarski in politični situaciji v Sloveniji. Tako da to je skozi nekako bilo v ozadju in se mi je zdelo normalno, da to uvrščamo v ta kontekst. Nisem pa hotel, da bi to bila politična knjiga. To je klasični whodunit. Jaz želim, da bralec, ko bere, se skozi sprašuje, kdo je ubil Laro Schmidt, ne pa ta politična ozadja. Ampak ko sem prebral knjigo, kasneje, drugič, tretjič, sem videl, da ti elementi so zelo prisotni, bolj kot sem pričakoval sam na začetku. Tudi te bruseljske novice in to, ker to je del mojega dneva. Jaz takoj preberem bruseljske novice in kako gledajo, kaj se dogaja v drugih državah in tako naprej. Tako da v resnici sem vključil vse elemente, ki so meni blizu, od nogometa do političnega poročanja. Nisem pa hotel napisati klasično detektivko, da bi bil glavni preiskovalec nek moški v krizi srednjih let in tako naprej. Tako da sem raje uporabil ta element samega sebe, ko sem prišel v Slovenijo, tako da zgodbo pripoveduje Rado, ki je sicer v knjigi pol Italijan, pol Slovenc, kar ni moj primer in moja starša sta oba Slovenca, ampak nekdo, ki pride od zunaj, ki je mlad in se v tej agenciji poveže z spet eno mlajšo žensko in ona je gonilna sila te preiskave, tale detektivka. In seveda, če ona vodi ta preiskavo, mora imeti tudi informacije od policije. Tako da to sem speljal, ker drugače ne bi preprosto šlo. Kako bi ona dva vedela določene elemente, če ne bi bila povezana. In tu so pa osebne spletke med njo, med inšpektorjem, da ne bom preveč povedal. Ampak tako da sem mogel zelo razmišljati, kako bi to bilo, kako to vpeljati v zgodbo, da bi imelo rep in glavo. Še ena stvar, ki se mi zdi zelo fascinantna, je, kako ste uspeli v bistvu pričarati slovensko politično prizorišče, brez da bi vpeljali aktualne akterje na njih. Nekako se mi zdi, da se prepoznamo v tej polarizaciji. Ne vem, ali bi ta zadeva delovala tudi v ostalih državah, a smo res pri nas tako specifično polarizirani, oziroma da te besede res naletijo na nekoga, ki pozna slovenski politični prostor. Ne, jaz osebno mislim, da je to bolezen našega časa, povsod, kar jaz vidim. Zelo spremljam italijansko politiko, pa tudi evropsko nasploh, kaj se dogaja v posameznih državah. In to je splošna bolezen. Slovenci nismo iz tega nič posebnega, oziroma mogoče smo malo bolj ekstremni v tem. In knjiga ne odraža sedanje situacije, ampak bolj, kaj bi se lahko zgodilo, če bi se ta polarizacija nadaljevala na tak način. Da se pač ljudje, ki drugače različno razmišljajo, sploh ne pogovarjajo več. In to, kot pravim, to ni samo slovenska specifika, zato mislim, da bi to delovalo tudi v drugih kontekstih, sigurno v italijanskem. Ja, se pozna dejansko, da je zgodba precej univerzalna, oziroma je lahko aplicirana na vsako državo, ampak hkrati se v njej zrcali vsa ta posebnost našega političnega prostora. Pravim, med branjem lahko hitro prepoznaš določene akterje, ne glede na to, da imajo seveda drugačna imena, tako oni kot njihove stranke. Ja, jaz nisem imel v mislih konkretnih oseb, zdaj, če se kdo prepozna, ne vem, ampak mogoče podzavestno sem vseeno odražal nekaj sedanjo situacijo, ampak tako kot sem rekel prej, to gre korak 2 naprej, bo je bolj ekstremno, kot je sedanja situacija. Edina resnična oseba je Kužak, ne? Ja, ki ga žal ni več, ampak on je veliko pripomogel k tej knjigi, ker sem med dolgimi sprehodi skozi njim razmišljal o tej knjigi. Ob zaključku se zahvalite večjim osebam, ampak se mi je zdela predvsem zanimiva, kakšna je izkušnja nekoga, ki se ukvarja seveda s pisateljevanjem, ampak hkrati čaka na tiste prve potrditve, na tiste prve komentarje, koliko pomenijo tu poskusni bralci, koliko pomeni lahko tudi gospa iz fotokopirnice, na kakšen način v bistvu, ko ustvarjaš delo, seveda pričakuješ vsako povratno informacijo in si toliko bolj željan slišati kakšno pohvalno besedo.
Ogromno. To ti ogromno pomeni, posebej, če nisi prej pisal oziroma če nisi objavljal knjig. Ne. Tako da vedno je težko spraviti nekoga, da nekaj prebere, tudi bližnje. Tako da jaz nobenega nisem obremenjeval z predhodnimi kopijami oziroma z vmesnimi verzijami. Sem počakal, da sem čist vse dokončal, tudi nisem z nobenim se pogovarjal o razpletu. Ampak enkrat, ko sem pa imel to prvo verzijo, pa sem si zelo želel, da bi dobil kakšen feedback. Zdaj, pri tem feedbacku je tako, da če ti daš bližnjim, je težko, da ti bojo rekli, glej, to je pa res za nič, pozab, pej traj gledati nogomet, kar delaš ponavadi, ne. Ti ne bojo tega rekli. Tako da en od ključnih elementov je, kako hitro ljudje dejansko to preberejo, ne. Sem že kdaj kaj drugega probal napisati, pa seveda ti ljudje rečejo, saj je dobro, je zelo zanimivo, ampak nisem imel časa, nisem imela, imam tako in po enem mesecu ali po 2 mesecih še niso nič prebrali, ne. Tukaj sem pa videl, da so ljudje in tudi iz raznih generacij, recimo tudi moja nečakinja je kar hitro prebrala, ne? In sem bil zaradi tega zelo zadovoljen. Če pa se zgodi, da pa tudi v fotokopirnici ti gospa reče, veste, sem na skrivaj prebrala prejšnjo verzijo, to pa res zanimivo. Prvo rečeš, kako pa to, da si prebrala, ampak potem pa rečeš, wow, super, ne? Konec koncev pomeni, da zna tudi to popolne tujce zanimati. Tako da ta element je zelo pomemben in za meni je ogromno pomenil, no, da sem dobil feedback. Tudi včasih kaj bolj krit, to pa se mi zdi malo čudno, ampak tega je bilo malo. Bolje je bilo to, da so hitro prebrali. To me je res veselilo. Pozabimo se še prej vprašati, kar se tiče samega poznavanja področja. Nogomet, sva rekla, poznamo oziroma poznate. Tudi ta tekma, ki je tukaj opisana, finale Lige prvakov med Juventusom in madridskim Realom, vam je blizu? Ja, to je iz travmatičnih razlogov blizu, zato ker kot navijači Juventusa smo, če lahko uporabim, smo večkrat izgubili finale Lige prvakov, ravno tudi z Real Madridom, leta 2017 nazadnje, in pa sem si rekel, če že napišem knjigo, v svoji knjigo, pa ja zmagali Ligo prvakov in to ravno proti Real Madridu, ne. Tako da sem hotel, da se začne tekma z tem finalom. In to je bila moja interna zabava, če lahko tako rečem, ne. Ampak ima pa vsekakor nogomet pomembno vlogo tudi v knjigi, drugače ne bom povedal kako, ampak ja. Res je, bova pustila kakšen kvarnik za vsak slučaj. Je pa res, da glede detektivskega dela ste bili pa najbrž precej manj izobraženi. Domnevam, da niste naredili pripravništva v kakšni detektivski agenciji, kakšno poletje v Sloveniji. Kako potem pride do vseh teh informacij? Kako izgleda pravzaprav preiskava? Kako izgleda zaslišanje? Kdo je tisti, ki sploh lahko predstavi dokaze? En kup enih specifik je, ki se mi zdi, da so laiku precej nejasne. Ja, to so pa izkušnje gledanja in branja. Potem pa, kot sem prej rekel, sem se tudi podučil za kakšno knjigo, ki opisuje kakšne procesne zadeve oziroma, kot sem rekel prej, kakšne napake ne smeš storiti v roku preiskave. Ampak ravno to, da preiskava poteka prek detektivske agencije, mi da vseeno malo več svobode, ne? Da to sta vseeno zasebna detektiva, ki si lahko privoščita neke stvari, ki mogoče iz formalnega vidika ne bi šle čist skozi, če bi to inšpektor počel, ne. Sta pa povezana z inšpektorjem, tako da prek njega dobita informacije, ampak sama pa imata precej bolj proste roke glede modusa operandi, ne. Zanimivi so tudi razni seznami, vse skupaj res nekako bralca pelje naprej, da tudi sam začne razmišljati, majčkeno se zgodi ta učinek, da bralec sam postane sodelavec Rada in Anite. Enostavno se počuti, kot da bom jaz njima tudi pomagal. Kako v bistvu doseči to angažiranost bralca? Ker se mi zdi, da če ga želiš peljati čez celoten roman, ga moraš nekako vključiti, da tudi on seveda premišljuje ves čas o tem, da se ne pusti samo peljati zgodbi. No, me veseli, da ste to rekli. Prva stvar, se mora vseeno malo istovetiti z liki, ne? Morajo mu biti simpatični na nek način, čeprav imajo svoje pomanjkljivosti. Drugič pa mu moraš dati skozi priložnost, da sam lahko ugotovi, kdo je morebitni morilec, morilka ali pa skupina ali karkoli že. Da je toliko namigov, ki pa grejo v razne smeri, da bralec se počuti intelektualno stimuliran, ne. To sem jaz ugotovil, kadar jaz berem sam kriminalke ali pa knjige. Hočem, da me pisatelj ali pisateljica angažira, da tudi jaz sam skozi nenehno razmišljam in
tudi če me zavede tu pa tam, ampak da so neki psihološki triki, ki jih uporablja in se jaz počutim del tega, da moram tudi jaz to razvozlati. Glede na to, da zgodbo pripoveduje prvoosebni pripovedovalec, koliko je podobnosti med Andrejem in Radom, kako v bistvu oblikovati ta glavni lik in ga hkrati po eni strani najbrž približati čim bolj samemu sebi, po drugi strani pa ne sme biti isti. Ja, Rado ima 25 let, to je prva razlika, ki je zelo vidna, tako da to je na nek način moj spomin samega sebe, ko sem bil, čeprav jaz sem bil 30 let star, ko sem prišel v Slovenijo, malo starejši, ampak recimo, ko sem bil sam mlajši in sem gledal na Slovenijo, malo začudenjem, vse, kar se mi je dogajalo, bilo nekako novo. Jaz sem prej hodil samo enkrat na leto, recimo za en teden v Slovenijo, in to je bila država mojih staršev, sem zavedel počutil kot Slovenca, ampak kulturno, vse moje reference so bile italijanske, rimske, tako da Rado ni čisto to, kar sem bil jaz, ampak gleda pa z očmi, ki sem jih morda imel jaz, oziroma s tistim pristopom, ki sem ga imel jaz, kakor se ga zdaj spomnim. Sej, kot napišemo v knjigi, človeški možgani so zelo tako, ne samo nepredvidljivi, nezanesljivi, tako da vprašanje, kaj so moji spomini o tem, kaj sem jaz razmišljal in koliko sem ta razmišljanja na nek način razvijal tekom let. Tako da je pa vsekakor, vsi v resnici pišemo malo o sebi in o svojih izkušnjah, tudi kadar opisujemo druge like. Tako da je veliko Rada v meni in obratno. Kako pa lahko rečemo, kar se tiče same uporabe psevdonima? Andrej Capobianco ni ime, ki ga imate na osebni izkaznici. Na kakšen način se je seveda pojavil ta psevdonim? Začel sem pisati kolumne na raznih portalih in takrat sem hotel, da bi se bralci osredotočili samo na to, kaj imam za povedati, ne pa kdo sem, kje delam, kam spadam, komu pripadam, v korist. In sem rekel, bom uporabil psevdonim. Ampak ko sem pa napisal knjigo, se pa zavedal, da jo ne morem promovirati kot Andrej Capobianco na anonimen način. Prvič, to Slovenija je dvomilijonski narod, to ni Italija, 60 milijonov, kjer se Elena Ferrante lahko skriva. To bi bilo smešno. Sej tudi, čim sem izdal knjigo, je nekdo takoj na X-u napisal, za tem psevdonimom se pa skriva ta pa ta. Tako da hotel sem pa knjigo aktivno promovirati, ker trdno verjamem v njo in sem pa rekel, če sem že začel pisati s psevdonimom Andrej Capobianco, ga bom uporabil tudi pri tej knjigi. Poleg tega, kot ste rekli, to je na nek način prevod mojega priimka in ko sem v Italiji odraščal, so mi povsod moj priimek spremenili tako, da je bil neprepoznaven. Če sem v ordinaciji čakal in so klicali, je bilo vedno signor, bello, in so obupali po tretji ali četrti črki in niso znali tega izgovoriti in jaz sem vsakemu rekel, to pa pomeni Capobianco in potem so bili, Capobianco, benissimo in tako naprej. In od takrat sem pač začel malce v hecu tudi sam sebe imenovati Capobianco. In je to nek poklon tudi mojim letom odraščanja v Italiji, v Rimu. Glede na to, da ste novinec na slovenski literarni krimi sceni, vas moram pravzaprav vprašati, kaj zdaj, ko se knjiga seveda promovira, vas je najbolj navdušilo, presenetilo, kako se v bistvu pisatelj počuti potem, ko knjiga izide? Kakšni so tisti po eni strani strahovi, dvomi in pa presenečenja pozitivna, ki pridejo potem? Toliko, da mogoče opogumiva koga, ki je v vaši vlogi 2 leti nazaj, recimo, da majčkeno še dvomi in premišljuje o pisanju. Ne, jaz bi vsakega spodbudil, da če ima sanje in hoče pisati, naj piše. Jaz sem dokaz, da ni treba znati osnovne slovnice, oziroma seveda znam pisati, ampak formalne slovnice. Tako da, če mene vprašate o slovenskih sklonih, imam že težave, da jih naštejem. Ampak to v vseh jezikih, ki jih govorim, ker preprosto slovnica nikoli ni bila v ospredju, tako da pišite vsekakor. Ampak prva bojazen je, da ne bo nobenega to zanimalo, tako da prva tista prepreka je, kadar te pokličejo iz založbe in rečejo, knjiga nas zanima. To je prvi element. Potem, ko pa izide, so pa druge bojazni, da te bojo ignorirali, da bo to šlo čist mimo.
ker to ni tako povezano s kvaliteto knjige, oziroma seveda, da je, ampak so tudi drugi elementi. Ne? Če si na družbenih omrežjih, moraš imeti tudi malo sreče. Tako da te skrbi, da bo to šlo čist mimo. In ko vidiš, da pa so neki odzivi, neke reakcije, da ljudje to berejo, oziroma dobiš razne informacije tudi od ljudi, ki jih ne poznaš, da so to prebrali in je všeč, potem pa je to zelo lep trenutek, ampak seveda smo še na začetku te promocijske faze, tako da bojazni so še vedno obstajajo. Vas je kaj strah, da vas bodo etiketirali v katero izmed dveh polov? Ali ste se spretno znašli? Ne, ker sem že imel odzive enih in drugih, ki niso bili zadovoljni z pristopom, da sem preveč tako ali preveč tako, da če sem dobil iz obeh polov, potem me ne skrbi. Je pa možno, da kakšen bralec, tudi če se bo zgodba zdela zanimiva, ta kriminalni del, se ne bo strinjal z kakšnimi političnimi mnenji, ki so tam izražena s strani likov. Niso to nujno moja. Ne. Včasih so, včasih pa tudi ne. Tako da me ne skrbi preveč in po drugi strani, če bi bila knjiga kontroverzna, bi to bilo tudi nekaj pozitivnega. Še za konec se bo Rado vrnil v Ljubljano. Ima še kakšno stvar za opraviti? Kako trenutno razmišljate z njim? To pa še Rado ni razčistil trenutno. Ne? Tako da to bomo videli. Če bi Rado bil uspešen, bi resno razmišljal o tem, ampak ni pa nujno, da bi ostal v tem kriminalnem žanru. Ravno to sem hotel vprašati. Vas zanima še kakšen drug žanr? Imate tudi že kakšno raziskavo narejeno za kaj je potrebno pri kakšnem drugem žanru? Ja, ne raziskavo, ampak tako, da so mi kakšni žanri zelo blizu, recimo politična satira, ki pa je v Sloveniji ni. Ne rečem, da se bom s tem ukvarjal, ampak so kakšni drugi žanri, ki me zelo, zelo zanimajo. Ja. Držimo pesti in seveda upamo na nova dela. Zaenkrat pa čestitke za pravkar izdani roman Kdo je ubil seks in pa seveda povabilo vsem bralkam in bralcem, da posežete po romanu, da poskušate ugotoviti, kdo je morilec, morilka, morilci in seveda, da uživate v vsem, kar je napisal Andrej Capobianco. Hvala še enkrat za pogovor in pa veliko uspeha. Hvala, Toni. Beletrina. Uživo.